lep pozdrav vsem gostom, predsedniku Gospodarske zbornice in pa spoštovanim direktorjem in predstojnikom. Ko smo pred letom dni se podali na volitve, smo zelo jasno povedali, edina pot do blaginje v družbi je povečanje dodane vrednosti, ki jo ustvarja gospodarstvo. In danes imamo prvi konkreten korak, kjer se politika pridružuje tako raziskovalnim inštitucijam kot tudi gospodarstvu na tej poti. Brez inovativnosti in brez znanja ne moremo povečati dodane vrednosti. To se zelo zavedamo v trenutni vladi, zato smo tudi ustanovili posebno ministrstvo za visokošolstvo, raziskave in inovacije. Izrazito z več kot 20% letno povečujemo sredstva namenjena za inovacije. Ker vemo, da edino naložba v znanje je tista, ki lahko najprej pripelje do odpornosti na krize, in teh kriz bo žal, kot vidimo, vsako leto več, in hkrati lahko pripelje do tega, da bomo imeli dovolj sredstev za blaginjo naših državljank in državljanov. Nobene druge poti ni. Danes podpisujemo sporazum, za katerega verjamem, da bo na koncu pripeljal do še više dodane vrednosti, kot je 88 tisoč. Mogoče celo do tistih politično-vizionarskih 100 tisoč, o katerih sem govoril pred letom dni. Jaz sem vesel, da na tej poti danes stopimo skupaj. Tako gospodarstvo, raziskovalne inštitucije in vlada. Ker samo skupaj lahko dosežemo to, da bo Slovenija spet med glavnimi inovatorkami v Evropi. Naši ljudje so na to pripravljeni. Od danes naprej je na to pripravljena tudi politika.